če sem se kaj naučil v zadnjih 3-4 letih v startup vodah, je prvič to, da stranka mora imeti vsaj neki problem ali pa vsaj neko željo. Nekoga zdaj prepričevati v rešitev je v bistvu neumno, ker bomo na koncu obe strani nezadovoljni. In tukaj mora vse, mislim, kako bi rekel, tisti, ki to postavlja, direktor, lastnik, kdorkoli, mora vse malo verjeti v prihodnost tega, kar opažamo. Imeli smo zdaj tudi primere, ko je recimo subvencija za javne polnilnice in bi lahko skoraj 100% subvencionirali projekt, pa se podjetje kljub temu ni odločilo, ker pač lastnik, direktor ne verjame v to, kaj seveda tudi razumljivo, nobenega ne silimo, tako da to je recimo ena pomembna zadeva. Druga zadeva pa treba je predstaviti, kakšne so prednosti in kaj v bistvu lahko pridobi sama lokacija za polnilno infrastrukturo. Seveda pa tako kot si rekel, mora biti lokacija dosti zanimiva, ker vsakemu, recimo manjšemu rečemo, na koncu se bo enostavno postaviti vi polnilnico, pa boste obračun že nekaj tako rešili, ker zdaj za neki mali apartma pa za malo gostilno, zdaj vse avtomatizirati mora biti, nima niti smisla. Moj uspeh z Mitjo Segajem. Sponi in padci, predvsem pa izkušnje. To je Večerov podcast o dragocenih lekcijah. Za posel, za življenje. Dobrodošli v novi epizodi Večerovega podcasta Moj uspeh. Ne pozabite nas všečkati, nas poslediti, komentirati, lahko predlagate tudi koga bi želeli videti v tem studiu z nami. Danes smo povabili k sebi Klementa Kralja, ustanovitelja, direktorja podjetja Remea, startuperja v bistvu. Gre za eno vodilnih slovenskih podjetij na področju naprednih rešitev za električno mobilnost. V Remei razvijajo in postavljajo pametne polnilne sisteme za električna vozila, ki povezujejo tehnologijo, energetsko učinkovitost, trajnostni način razmišljanja. Klement izhaja iz tehničnega sveta, ampak ga že zgodaj potegnil tudi v podjetništvo. Več bo seveda povedal sam, želja po ustvarjanju konkretnih rešitev za prihodnost. Danes pa z ekipo gradi okolje, v katerem električna mobilnost postaja enostavnejša, dostopnejša, predvsem pa pametneje povezana, kar je ključno, tako da bomo govorila o njegovi podjetniški poti, o razvoju trga e-mobilnosti, pa tudi o tem, zakaj je lahko polnjenje električnih avtomobilov še vedno manjši izziv in predvsem, kako se temu izogniti. Klemen, zdrav. Zdravo Mitja, hvala za povabilo. Z veseljem. Kaj sem mogoče povedal manj točno, ali pa kaj sem povedal drugače, kot bi ti povedal o sebi? To je dobro vprašanje. Ja, mislim, da si dobro povzel, da si dobro predstavil. V bistvu, jaz sem v e-mobilnosti v bistvu preživel v zadnjih 10 letih, že takoj od študija, in takrat, nekako sem dobil veselje za to, čeprav ni vedno lahko, trg ne sprejema vedno tega dobro. In v bistvu, kaj v bistvu mi želimo? Mi želimo enostavno podjetjem, pa na koncu potem tudi končnim strankam, v bistvu poenostaviti samo polnjenje električnih vozil. To je nekaj, v bistvu, kaj me žene v zadnjem času, predvsem poenostaviti e-mobilnost in približati to uporabniku. Super, vem, da je to izziv, veliko bo še govorilo o tem. Za začetek si prišel z električnim avtom. Ja, izključno se vozim samo z električnimi vozili. Ja. Super. Kakšna izkušnja polnjena na poti do sem? Si imel kak izziv ali ni bilo treba, ker je dosega dovolj? Dosega je dovolj, tako da ni bilo nobenega posebnega izziva. Super. Kako pa se ti sicer zdi polnilna infrastruktura, če govoriva mogoče v prvi vrsti v Sloveniji, pa seveda tudi širše v Evropi, mogoče poveva, da ti zelo dihaš tudi z Avstrijo, ker nenazadnje tam preživiš večino časa, ali pa večino časa predvsem na poti, si rekel. Ampak kako ti vidiš zdaj polnilno infrastrukturo po teh nekaj letih razvoja, ki je že za nami? Jaz mislim, da v zadnjih 5 letih smo dosegli velik napredek. Dosegli smo tudi, da so se začele ultrahitre polnilnice pojavljati, ampak imamo še pa vedno v bistvu ta problem, kako bi rekel, kura jajce. Polnilnice, ki smo jih zdaj postavili, imajo po eni strani še dokaj slabo utilizacijo, kaj pomeni, niso toliko ur v uporabi, kot si bi recimo tisti, ki je investiral, želel. Po drugi strani pa še vedno niso morebiti na voljo na vseh mestih, kjer si bi potem spet uporabnik v bistvu želel
Tako da mislim, da je treba doseči, ko se doseže neka kritična masa, kjer še Slovenija recimo ni dosegla, se pa potem z obeh strani, mislim, da ta problem potem reši. Je to neki izziv, recimo, da mogoče električna mobilnost pri nas, pač povezana s prodajo električnih avtomobilov, da to še pri nas ni na takem nivoju, ali je mogoče specifika, ne vem, da ljudje več polnijo doma, pa manj uporabljajo javne polnilnice, kje vidiš mogoče ta razlog za to? Ja, Slovenija je zelo specifična. Imamo zdaj v zadnjem času sicer, bi rekel, večjo prodajo električnih vozil, ampak še vedno zaostajamo za nekaterimi drugimi državami. Hkrati pa je res, Slovenija je taka specifična, da v bistvu povprečen uporabnik je polni lahko večinoma doma, zato ker dosege električnih vozil so danes že na 400-500 km. To pomeni, da ne vem, priti z Maribora v Portorož, ne govorim več niti v Ljubljano, pa nazaj, načeloma s polnim vozilom ni več problem. In mi tudi opažamo, recimo v naši polnilni mreži je več kot 50% dejansko polnijo tujci, več kot Slovenci. Aha, ok. To pa pač spet, ker pa smo tranzitna država, pa bo ta dotok verjetno uporabnikov vedno prisoten, verjetno, ali pa vedno večji celo, ne? Ja, drži. Ja. Kaj so, recimo, po tvojem, kje ti vidiš, da so največje ovire za ta hitrejši prehod? Mogoče, ne vem, zdaj cene vozil padajo, ne? Konkurence je vedno več, subvencije so še vedno tukaj. Kak je z zaupanjem uporabnikov, kak je z infrastrukturo? Ne vem, kje so zdaj mogoče te ovire, da tega preboja mogoče ni še večjega na vseh stranih, na strani uporabnikov, infrastrukture. Kaj so razlogi? Jaz mislim, da cene vozil so padle in še padajo. Vemo, subvencije so na voljo, hkrati so na voljo tudi subvencije za polnilno infrastrukturo, tako za podjetja, kot za fizične osebe. Tako da jaz mislim, da še vedno je ta problem, mindset ljudi. In tudi recimo, električno vozilo je še vedno dražje, ampak ko si recimo pogledaš pri enem vozilu, kjer recimo naredi uporabnik 2000 km na mesec, celotne stroške, recimo v neki življenjski dobi ali pa recimo v obdobju 5 let, da ni potrebno nobenih servisov, menjave filtrov, dejansko zavore je treba pri vozilu menjati manj pogosto in vse te zadeve pride dejansko električno vozilo ceneje. Treba se pa je seveda zavedati, da polnjenje ni tako točenje goriva, da tukaj so velike razlike, kdaj polniš, kje polniš in te razlike se bojo verjetno še samo povečale. Okay. To bo ta prednost, ne, polnjenja doma, v bistvu, ker to je kar ključen moment, se mi zdi. Ne. Če si odvisno od javne infrastrukture, to zelo matematiko spremeni, ne, verjetno. Ja, jaz zelo verjamem, bomo videli, kaj bo trg pokazal v to pol javno in mobilno infrastrukturo, kaj to pomeni. To recimo ni javna, ki bi jo postavljala, poleg te javne, ki vidimo ob avtocestah, ki obstavljajo večje družbe. Recimo, da podjetja, ki imajo zanimivo ali pa dobro lokacijo, ki imajo morebiti se presežke energije, ne vem, zaradi sončne elektrarne, recimo, da postavijo polnilno infrastrukturo s tem, da privabijo ljudi na to lokacijo in da recimo nudijo storitev polnjenja poleg neke ključne dejavnosti, s katero se sami ukvarjajo. In jaz mislim, da tega primanjkuje. Recimo sploh v mesti, ko bi rekel, recimo v Mariboru primanjkuje nekega srednjega ali pa hitrega polnjenja v samem mestu, v samem urbanem središču. To se pravi, ta mreža, recimo, ki jo imamo v teoriji do 11 kW v centru mesta, to je premalo, misliš? Ali kaj bi moralo biti drugače? Recimo, vse vemo, ta mreža, recimo v Mariboru, do neke mere obstaja neke točke, ker so polnilne. So to prepočasne polnilnice? Ja, opažamo trend, recimo pri vseh javnih, da so te 11 ali pa 22 kW polnilnice zamenjajo z recimo temi, kako bi rekel, srednje hitrimi ali pa DC wallboxi, 30-40 kW polnilnicami, kjer so zelo zanimive ravno zaradi tega, ker je cena dokaj ugodna same polnilnice, polnjenje pa je vseeno v bistvu toliko hitrejše, da lahko v 2 urah recimo napolniš celotno vozilo. Super. Kje smo recimo glede infrastrukture, če se primerjamo? Damo z Avstrijo recimo, lahko pa na drugi strani tudi s Hrvaško, ali pa z Italijo, ali pa z Madžarsko. Ne vem, kje ti vidiš Slovenijo? Pa kje smo dejansko? Zagotovo smo pred Hrvaško. Hrvaški je predvsem manjka še ultrahitrih polnilnic.
tam so večinoma vse te 50 kW, sicer so že začeli postavljati tudi hitrejše. Hrvaška ima tudi tako specifiko, ki sem jo sam dostakrat doživel, recimo na Ionitiju, da ima ultrahitre polnilnice, pa imajo probleme z priklopno močjo in tako dalje. Teda v Sloveniji smo tukaj dalje. Po statistiki seveda imamo tudi dosti več električnih vozil kot Hrvaška. Hkrati smo pa še kar dosti za sosedno Avstrijo, po številu polnilnih mest, tako hitrih kot počasnih, kot tudi dostopnosti teh recimo na raznih končnih destinacijah. Super. Dajva recimo mogoče na tej točki že malo izpostaviti to neko bolečino uporabnikov, ki se mi zdi, pa ti po mojem to dobro poznaš, nazadnje ste pa vi tudi tu za to, da te izzive rešujete. Ne? Ampak tudi v Avstriji, kjerkoli priješ, kamorkoli priješ, drug sistem, druga kartica. Zakaj recimo polnjenje ni na nivoju polnjenja rezervoarjev z gorivom, ne vem, ena plačilna kartica povsod velja? Zakaj so različne kartice, ne vem, članstva, uporabniški sistemi? Kako ti to vidiš? Ja, jaz mislim, da to izhaja iz samega začetka, ker se je ta industrija delila na charging point operatorje, torej ta podjetja, ki upravljajo polnilnice, in na ponudnike storitve polnjenja, torej IMSP-je v žargonu. In vsak, se mi zdi, je želel te svoje uporabnike nekako zakleniti na sebe, zakleniti na svojo aplikacijo. Se pa to končuje se s tem, da na hitrih polnilnicah je za to evropsko direktivo AFIR potrebno namestiti postterminale, kaj pomeni, da je po novem zakonu na vseh novih hitrih polnilnici mora biti omogočeno plačilo z kreditno kartico. Ja, okay. Hkrati se pa uveljavlja in bo tudi sprejet tale plug and charge. Plug and charge pa si lahko tako predstavljamo, v bistvu tako delujejo Tesli, superchargerji, da v bistvu vozilo se prepozna, se priklopi, se prične polniti. Aha, to je čisto avtomatsko brez identifikacije recimo uporabnika z neko kartico. Pa. Ja, v tem primeru se uporabnik identificira v bistvu z samim vozilom. Aha, super. Je pa tukaj še kar nekaj dostih izzivov, ki jih bo treba rešiti. Zdaj prvo, kaj tudi treba bilo, tako smo mi tudi začeli, je bilo ta web-based plačevanje. To pomeni, da večina polnilnic danes tudi hitrih mora po zakonu omogočati torej plačilo brez prenosa aplikacije. Da se poenostavi. Da gre v to smer, da bo to bolj enostavno. V bistvu, ker se veš, ponovadi se znajdeš tam pred donom, zdaj bo najprej to aplikacijo sneti, pol račun ustvariti, pol dodati plačilno sredstvo, to ni bilo najbolj user-friendly, oziroma uporabnikom prijazno. Ja, drži. Se izboljšuje, ampak seveda jaz mislim, da še vedno nekje je interes, nekaterim recimo vidimo, da to ne deluje tako, kot bi moralo. Aha. Hkrati pa po drugi strani, sicer je dobro, da Evropska unija daje tu neke direktive, ampak je tudi, se mi zdi, malo prestrogo pa prehitro, ker za katerega malega je potem tudi to izziv zagotoviti, ker seveda poveča stroške, tako na začetne investicijske, kot potem tudi same operativne. Zdaj pa da malo kremeji. Recimo, kje si ti v tej zgodbi prepoznal prostor za vas, za vašo rešitev, kako si prišel do te ideje? Ja, dobro vprašanje. V bistvu do ideja je prišla zaradi tega, ker je bilo pomanjkanje te javne polnilne infrastrukture. In tukaj je bila ta ideja, da v bistvu katerokoli podjetje, ki ima neko dobro lokacijo, ki ima dovolj priklopne moči, bi lahko ponujalo storitev polnjenja in s tem povečalo število polnilnih mest, hkrati pa tudi privabilo ljudi na svojo lokacijo. Tako da v bistvu mi se želimo pozicionirati kot ponudnik storitev polnjenja za mala, srednja podjetja, ki želijo postaviti polnilnice, katere lahko potem mi za njih upravljamo, ponudimo naš plačilni sistem. In nekako se je potem najbolj izkazalo, da so našo rešitev tako v Sloveniji kot v Avstriji najbolj sprejeli v hoteli. Tako da trenutno smo najbolj aktivni predvsem pri ponujanju storitve polnjenja in rešitev za hotele. Kar pa je v bistvu en zanimiv segment. Tam so vedno ljudje, ki imajo dovolj časa, v bistvu imajo svoje avtomobile parkirane v garažah, ne vem, na parkiriščih, tako da tu je verjetno super potencial za rast.
Ja, mislim, da tudi da ostali konkurenti tega segmenta niso prepoznali tako, ker je mogoče manj atraktiven kot pa te res javne polnilnice. Za nas je pa zagotovo zanimiva rešitev, tako da pokrivamo tukaj kar nekaj hotelov, zdaj trenutno ravno z javnimi razpisi, še ne smem povedati, smo v postopku, torej prijave na razpis in potem tudi postavljanje same polnilne infrastrukture pri 2 večjih skupinah, kar bo nas, recimo, mislim, da dokaj dobro pozicioniralo, pa smo na par zanimivih lokacijah, no, kaj se tega tiče, recimo Postojnska jama. Kako težko je bilo, recimo, na začetku prepričati, kaj so bili največji pomisleki? Ja, na začetku je bilo treba samo zadevo ponujati dostikrat tudi zastonj, kaj se tega tiče, recimo samega softvera, iti krepko pod ceno, sploh kot malo podjetje, brez recimo nekih izkušenj na trgu. Tako da tukaj je bilo pomislek, mogoče par prvotnih strank, ker mi smo začeli najprej pri res manjših strankah, gostilnah, apartmajih, je bilo tudi nezadovoljnih, ravno zaradi tega, ker ni bilo toliko polnjen, kot smo si vsi v bistvu želeli. Ne. Ljudi seveda zvleči ne moreš, ne, k polnilnici, ampak kaj pa je nek moment, ki ga lahko narediš kot, ne vem, lastnik polnilnice ali pa lokacije s polnilnico, da ljudje vendarle prijajo. To je neka dodatna ponudba okolja ali samo lokacija strateška, ki mora biti. Kaj so ti neki dejavniki, da se ta utilizacija, kot ti praviš, lahko poveča? Ja, če najprej na prvo vprašanje odgovorim, če sem se kaj naučil v zadnjih 3-4 letih v startup vodah, je prvič to, da stranka mora imeti vsaj neki problem ali pa vsaj neko željo. Nekoga zdaj prepričevati v rešitev je v bistvu neumno, ker bomo na koncu obe strani nezadovoljni. In tukaj mora vse, mislim, kako bi rekel, tisti, ki to postavlja, direktor, lastnik, kdorkoli, mora vse malo verjeti v prihodnost tega, kar opažamo. Imeli smo zdaj tudi primere, ko je recimo subvencija za javne polnilnice in bi lahko skoraj 100% subvencionirali projekt, pa se podjetje kljub temu ni odločilo, ker pač lastnik, direktor ne verjame v to, kaj seveda tudi razumljivo, nobenega ne silimo, tako da to je recimo ena pomembna zadeva. Druga zadeva pa ja, treba je predstaviti, kakšne so prednosti in kaj v bistvu lahko pridobi sama lokacija za polnilno infrastrukturo. Seveda pa ja, tako kot si rekel, mora biti lokacija dosti zanimiva, ker vsakemu, recimo manjšemu rečemo, na koncu se bo enostavno postaviti vi polnilnico, pa boste obračun že nekaj tako rešili, ker zdaj za neki mali apartma pa za malo gostilno, zdaj vse avtomatizirati mora biti, nima niti smisla. S to vašo rešitvijo, softversko? V bistvu s katero koli, ne. Okay. Je bolj enostavno, ne vem, tako kot imajo eni hoteli, enostavno ti dobiš RFD kartico, plačaš 10-20 evrov na recepciji in polniš. In je to čisto, kako bi rekel, manualno. Zdaj, glede same utilizacije, je pa v bistvu tako, tukaj je treba izpostaviti polnilnico, treba je recimo na vseh mrežah narediti vidno. Po drugi strani pa je seveda, da se samo polnjenje poveča, jaz verjamem, da ta kritična masa, da se bo to zgodilo, da bo 10% vozil električnih, ne v novoprodanih, ampak 10% v voznem parku, ja, kar smo še pa kar nekaj časa od tega. Ne. Da se potem tu neka ekonomija obsega v bistvu vzpostavi in da to bolj funkcionira. Če kaj mreže si omenil, seveda, kam naj danes gre uporabnik pogledati, kje bo lahko polnil svoj avto, ne vem, plug-share, ne vem, kaj teh aplikacij najrazličnejših, seveda, ne, že tu je mogoče neka prva zmeda, ki nastane. Kje zdaj jaz vem, ko sem, kaj je za tebe mogoče neki primarni vir informacije, kje bom lahko polnil električni avto? Jaz mislim, da ljudje najprej, recimo prvotni uporabniki, zaupajo avto, to pomeni pač polnilnicam, ki jih vidijo na svojem zemljevidu avto, kaj seveda mora biti na samem roamingu. Po drugi strani zavidimo, da smo vsi navajeni uporabljati Apple Car, Google Car, kaj pomeni, da recimo, če povežeš telefon, je treba polnilnico izpostaviti tudi na Google. In pa tudi plug-share so pa tudi recimo neodvisne aplikacije, poleg plug-share, recimo Charge Price, to je en avstrijski startup, ki je
v Evropi tudi znan, v Sloveniji malo manj, ker v bistvu lahko potem tudi neodvisno poiščeš polnilnice in samo ceno polnjenja. Ker seveda vsak ponudnik storitve polnjenja bo rekel, uporabite našo aplikacijo. Ja, seveda. Ampak čakaj, pri teh aplikacijah, kot so PlugShare, tam lahko imaš tudi account in pol uporabljaš tudi s to aplikacijo v bistvu. A moraš še vedno imeti aplikacijo lastnika polnilnice? V bistvu PlugShare je se začela zadeva tako, da gre za neodvisno mapo polnilnic, kjer so prikazane polnilnice, hkrati lahko uporabniki komentirajo. To se je začelo v začetnih obdobjih e-mobilnosti, ko so v bistvu entuziasti tudi naredili check-in in objavili slike. Zdaj v naslednji fazi so pa seveda mogli to nekako tudi monetizirati, tako da omogočajo tudi povezavo z njimi, kaj je treba seveda tudi plačati, da ti pomaga pri upravljanju polnilnic, pri samem stanju in informiranju uporabnikov in mislim, da imajo tudi integracije, v bistvu, da lahko tudi preko njih danes tudi že plačaš. Super, ok. Tako da vse zdaj gre v to smer neke poenostavitve, standardizacije, to, kar si pravzaprav že omenil tudi s plačilnimi sistemi. Drži. Kje bomo tu, recimo, čez 5-10 let? Bo to čisto prosto, kamorkoli boš prišel, pač prislonil boš kartico, plačal, brez nekih dodatnih zapletov? Po mojem, če pogledamo zdaj samo ceno polnilnic, ki pada, v vsakem primeru, rečemo, eno izmed nekaj števil polnilnih mest bo zagotovo ena počasna AC polnilnica na voljo. Sistemi mislim, da bo še vedno razlike, ampak vsi bojo pa mogli v bistvu slediti temu enotnemu standardu. Bo plug and charge, vozilo se bo treba priklopiti, se bo začelo polniti, bojo plačila z kreditnimi karticami, pa bomo videli, kaj še bo kaj drugega. Tu je zanimiv se mi zdi to razmerje, ne? V bistvu hitreje, kot želiš polniti, več moraš plačati. To bo verjetno vedno ostalo, ne, do neke mere, da bodo hitre polnilnice, da bo tam kilovatna ura energije tudi najdražja. Ali misliš, da bo tudi nek preboj? Mislim, težko. To je treba pogledati samo z tega vidika. Če se postavlja hitra polnilnica, je treba najprej imeti več priključne moči. Kaj vsi vemo zdaj z omrežninami, aktualna tema, stane, je to že strošek, ki nastane. Hkrati pa je treba delati tudi samo opremo. Hitra polnilnica v bistvu dela pretvorbo iz AC v DC, v bistvu na zunanji enoti, potrebuje močnostne module, dosti elektronike, ki imajo neko življenjsko dobo, ki jo treba vzdrževati in lahko gre za investicijo par tisoč ali pa par 10.000 evrov in seveda to ki je treba povrniti in to se pozna potem tudi v ceni kilovatne ure, ki jo potem uporabnik plača. Ja, se razumem, seveda nekaj je pač, ampak dejansko to, kar pač za uporabnik vidi, če bom prihranil na času, bom pač plačal več oziroma obratno, če mi čas ni tako pomemben, lahko polnim ceneje, ne. Na splošno pa, če te prav razumem, torej pa bo cena padala v bistvu na kilovatno uro z neko ekonomijo obsega, ali bo spet odvisno od cen energije na trgih? Jaz mislim, da glavni seveda bo tudi cena energije, z ekonomijo obsega bojo zagotovo cene polnilnic, tako AC kot DC padale, tako da to bo mojem glavni dejavnik in pa odvisno bo, tako sva rekla, od časa, torej kako hitro želiš polniti, pa tudi kdaj želiš polniti, v katerem delu dneva, sploh z dinamičnimi cenami, bo veliko odvisno od tega. Vi torej ste razvili softversko rešitev, sistem za obračunavanje, ki seveda vsakemu upravljavcu potem olajša, oziroma ste na nek način upravljavec vi, ne, v bistvu za nekoga. Točno tako, ja. V katero smer bo šel razvoj vaših rešitev, pa kaj bo mogoče neka naslednja velika stvar, ki jo ti vidiš, da Remea lahko mogoče ustvari v tem segmentu? Ja, mi se tukaj zdaj, dokaj jaz se zavedam, da velikim igralcem je v bistvu težko konkurirati, tega nismo nikoli niti želeli. V bistvu, kje mi vidimo tukaj sodelovanje, predvsem s specifičnimi storitvami, kot je recimo na področju hotelirstva, ker se lahko približamo v bistvu stranka s tem, da imamo določene integracije, recimo v booking sisteme in podobne zadeve.
kot hkrati tudi recimo delamo z strankami, ne vem, eno večje podjetje, ki ima 37 polnilnic, je želelo imeti recimo neke custom rešitve, kaj se tega tiče, da recimo naredimo take stvari recimo za njih. To vidim našo prednost, pa kot manjše podjetje, da smo lahko v bistvu agilni, pa reagiramo hitreje, se pa se ja tu točno zavedam, tukaj ne moremo imeti več funkcionalnosti pa večjega obsega kot nekateri veliki igralci v tem segmentu. Super. Zanimivo, to me zdaj na eno anekdoto spomni, ko smo lani za 1. maj potovali, tak družba, bismo, ne vem, 4-5 avtomobilov, seveda, eni prijatelji tudi z električnim, pa so v Italiji tam nekje ob gardi vprašali v hotelu vnaprej preko bookinga, ali je polnilnica, seveda pridemo v hotel, ne. Mi pa bi zdaj pač to polnilnico koristili, ne, ker tam je bila že baterija prazna po 500 kilometrih, ne. Zdaj pa nimamo, ne, nekako, ampak dobro bomo rešili, ne, in seveda potem so napeljali kabli z kuhinje ven skozi okno, ne, in da smo tisti avto polnili čez noč, ne, pa smo se sva hecali, da zjutraj verjetno ne bo pečenih jajc, ker smo več štrom porabili za polnjenje tistega avta. To je pač Italija, kakorkoli, smo se veliko presmejali na ta račun, ampak tega verjetno več prihodnosti ne bo, ne. Vi rešujete ravno te probleme, čeprav razumem. Ja, problem je ravno ta, torej res zagotoviti tudi na teh končnih destinacijah, zagotoviti recimo turistov, ki pride, da lahko polni in na koncu to naredi tudi transparentno, ker dostikrat opažamo recimo voznike električnih vozil, to se meni že isto zgodilo, tako da je anekdota. Pogledaš na booking, če recimo je obkljukana električna polnilna postaja. Se so imeli, ampak oni pač to tolmačijo po svoje. Ne? In imaš recimo vse isto je na Hrvaškem in imaš potem vtičnico in potem polni na vtičnici, ne. Oni so to omogočili. Ampak hočem reči, z razvojem trga pač bo postal standard, verjetno normalna polnilnica, urejeno polnilno mesto in tak dalje. Ne? Verjetno te vtičnice navadne bodo zginile počasi. Ne? Verjetno z razvojem. Po mojem, z razvojem in mobilnosti, in ko bojo stranke to zahtevali, bo to postalo standard. Ne vem, tako če je bilo pred, ne vem, parimi že 20-30 let nazaj, da si mogel imeti brežično omrežje kot lokal, da si se diferenciral. Tako bo to. Danes pa je to v bistvu standard, ni lokala, ki tega ne bi imel. Tako da. Dajva nekaj že v pogovoru. Prej sva omenjala Kitajce na več področjih. Na eni strani seveda na veliko vstopajo kot proizvajalci avtomobilov, skoraj ne mine teden, da se kakšna nova kitajska avtomobilska znamka, predvsem z električnimi avtomobili, ne bi pojavila v Evropi ali pa v Sloveniji. Po drugi strani tudi ti omenjaš, da vi že dejansko tudi kitajske polnilnice uporabljate, vgrajujete. Kakšna je ta izkušnja? Ja, pri AC smo še malo previdni, recimo pri DC polnilnicah smo pa imeli zelo dobre izkušnje. Je v bistvu tako kot pri vozilih. Tukaj si ne smemo več predstavljati, da so kitajski izdelki nekaj slabega. So dostikrat kvalitetni, masovno prihajajo na trg, ker v bistvu Kitajska je vodilna, kaj se tiče v električnih vozilih in celotni infrastrukturi na svetu. Predvsem pa omenjaš, ti si omenil prej, ta support, podpora, ki je neverjetna. To pač govorimo o neki celotni izkušnji, ki jo imaš recimo ti kot uporabnik njihovih, ne vem, izdelkov ali pa kupec. Kaj je pri njih drugače kot pa v Evropi? Ja, recimo opažam čist taki primer. Na zadnjo hitro kitajsko polnilnico smo pri eni stranki v bližino Salzburga konfigurirali, sem šel jaz konfigurirati in v bistvu seveda kot pri vsaki polnilnici, pri samem projektu se zadeve vedno kaj zakomplicirajo, je zadeva trajala malo bolj dolgo in kakorkoli vprašanja so dosegljivi takoj preko WhatsAppa, dobiš takoj informacije in ne rešiš zadevo, tako da ta pripravljenost in kljub temu, da v bistvu evropski trg, pa sploh mi kot malo podjetje smo za njih v bistvu kapla v morju, ampak se vseeno potrudijo, ta mentaliteta, da se v bistvu potrudiš tudi za nekoga, ko je v bistvu zelo mali. Recimo smo videli z nemškimi večjimi podjetji, recimo, ko pogledajo kako velikost, sploh ne dobiš nobene podpore, ne. Fascinantno, ne. To se pravi, ne samo, da ti proda, ampak ta podpora, ki potem sledi, ko jih ti potrebuješ.
Da je konfiguracijo si omenil, to se mi zdaj zdi. Nam se seveda zdi, ker ne poznamo v drobove, ker nismo strokovnjaki na tem področju, recimo priklopiš pa dela, očitno ni tako. Zakaj je ta konfiguracija ključna? Ja, v bistvu pri sami električni polnilnici si treba tako pogledati. Najprej jo je treba inštalirati, torej treba je, če je že recimo samo polnilno mesto predpripravljeno, je treba seveda jo priklopiti, ne glede ali AC ali DC, gre tukaj za trifazni priklop, odvisno seveda, zdaj kabli so odvisni od moči, ampak to ni dovolj v bistvu, da se sama polnilnica samo priklopi kot en porabnik. Kaj je potrebno narediti? Vsaka polnilnica, predvsem če je tukaj je treba najprej povezati s samim omrežjem, zaradi tega, da se lahko tudi potem remont vodi, da se lahko namesti na zaledni sistem, ki na koncu omogoča obračun, upravljanje, remont, pregled. Hkrati je pa treba tudi na sami lokaciji recimo zagotoviti povezavo z dinamičnim modulom, ki recimo meri moč na objektu in na podlagi tega potem prilagaja moč polnjenja. Tako da tukaj je malo več dela, kot pa priklop v vtičnico. Ja. Kakva pa je razlika, ko govorimo o AC in DC? Seveda tam pač mi si čisto laično predstavljamo, vidimo, kako te DC polnilnice izgledajo, pri AC nimaš tega občutka. Kaj je z vašega vidika, ko vi to konfigurirate, nastavljate, inštalirate, kaj je ključna razlika? Pa tukaj bi rekel, z vidika same komunikacije po platforme v bistvu ni take velike razlike. Kako si lahko predstavljamo, zelo enostavno, DC polnilnica ima pač poleg komunikacije, pa vsega ima power močnostne module, ki v bistvu AC, torej izmenični tok, pretvarja v enosmerni in potem direktno z enosmernim tokom, ki se na plus in minus pri avtu te priklopi, polnijo baterijo. Medtem pa kot pri AC polnilnici, v bistvu AC polnilnica je, kaj se tega tiče, dokaj dam varianta, v bistvu omogoča samo komunikacijo med vozilom in med onboard chargerjem in polnilnico, da se polnjenje prične, ampak vsa pretvorba energije pa poteka potem v samem vozilu, na onboard chargerju. Izvoli. Ja, tukaj je tudi seveda nekaj trendov, nekateri ugibajo, da bo v prihodnosti vedno več DC polnjenja, da bojo onboard chargerji izumrli, tako da tukaj so verjetno, jaz mislim, da ne, doma se bo vedno polnilo na AC, čeprav seveda znalo se bi pa zgoditi, da bo vedno manj teh pretvorb, kaj se tega tiče, da bo sama zadeva postala bolj učinkovita. Aha, super. A tam je še nek potencial, čeprav razumem, v razvoju, da bi to drugače delovalo? Ja, če si samo danes pogledamo, recimo, ne vem, imamo doma recimo sončno elektrarno in za sončno elektrarno seveda rabiš inverter in potem v bistvu gre za pretvorbo in potem je pa treba v bistvu DC se pretvori v AC, ki je treba potem še enkrat v bistvu pretvoriti recimo na pravilni napetostni nivo in potem se recimo AC na hitri polnilnici spet pretvarja v DC, gre za vsaki pretvorbi se v bistvu izgubi nekaj energije. Ja, seveda, tako da nekaj. Ker so zdaj že malo v drobove zašla, verjetno bomo glede na pač tempo življenja pa to dragocenost časa vedno bolj odvisni od hitrega polnjenja. Torej govorimo o DC v prihodnosti. Kak vpliv bo to imelo na baterije, ki vemo, da pač seveda to hitro polnjenje za njih ni najbolj prijazno. Kako ti vidiš, ali bo tam nek napredek dosežen, ali to pomeni, da bo življenjska doba baterij krajša in s tem posledično električnih avtomobilov bomo tu na nek problem naleteli, ali bomo to znali rešiti? Jaz mislim, da večinoma res hitrega polnjenja se dogaja seveda v tranzitu pri dolgih poteh. Na nekih vsakodnevnih se da to rešiti z AC polnjenjem ali pa počasnejšim DC polnjenjem. Drugače pa ja že opažamo, kaj se dogaja. Danes vsi proizvajalci, predvsem premium vozil, grejo na višjo napetost, v bistvu, da lahko hitreje napolni z manjšim tokom, da manj obremenjuje, zato vidimo 800 voltov, so že recimo standardne platforme, pa vidimo, da Kitajci grejo še tudi na višje napetosti. To je ena izmed napredkov.
Hkrati se tudi tehnologija baterij izboljšuje, ampak treba pa seveda vedeti, da ne glede kako tehnologija napreduje, so tu neke termične zakonitosti, fizikalni zakoni, ker seveda hitrejše polnjenje dosti bolj termično obremenjuje samo baterijo in življenjsko dobo. Tako da eno z drugim bo verjetno, da bomo nekako prišli do nekega optimuma znotraj tega, verjetno. Drži. Kot se bo dalo. Dobro. Dava se še dotakniti več stanovanjskih skupnosti, ker sva tam je nekako največ pomislekov, ne. Zdaj, če ima nekdo hišo, pa možnost polnjenja doma, ampak kakva pa bo rešitev, recimo, nastopite tudi v nekih več stanovanjskih stavbah, vi s svojimi rešitvami, bo to nek nov segment, poleg mogoče tega hotelskega segmenta? Ja, to je dobro vprašanje, recimo sploh v bolj urbanih mestnih središčih, kako v bistvu zadevo rešiti. Jaz mislim, da je treba vedno to rešiti sistemsko. Kaj to pomeni? Da bo potrebno polnjenje predvideti, že ko se recimo objekt postavlja. In tukaj je zdaj več možnosti. Zdaj recimo v Sloveniji opažamo, da nekatere novogradnje delajo to še vedno standardno, da v bistvu na vsako parkirno mesto z lastnih varovalk stanovanja pripravijo možnost priklopa polnilnice. Kaj pa vprašanje, če je smiselno, opažamo, recimo en taki projekt smo naredili že dokaj na začetku pri eni stranki v Nemčiji, v bistvu, da se gre za ločeno priklopno mesto, rečemo, 100-200 amperov, ki je skupno vsem stanovalcev, torej gre za skupno odjemno mesto. Na to se potem se predpripravi kabel do vseh parkirnih mest. Tisti, ki se stanovalec, ki se odloči za polnilnico, si jo v bistvu lahko namesti in potem recimo lahko upravnik tudi z našim softverom pogleda, kdo je porabil koliko energije in tako pri vseh ostalih stroških to tudi porazdeli med stanovalce. To je recimo eden izmed načinov. Drugi način pa je, da se recimo postavijo ali sami v garaži ali pa pred blokom neki 4 recimo skupna polnilna mesta, ki jih lahko potem isto te stanovalci uporabljajo. Z svojimi RFID karticami, identifikacijo verjetno in se točno ve, koliko je kdo napolnil. Ja, super. Za te rešitve se mi zdijo ne samo, pri novogradnjah bo ključno, da se to v štartu upošteva, ampak te rešitve so verjetno pa uporabne tudi za obstoječe stavbe v bistvu, ne? Ja, s tem, da tam postane to malo večji izziv, torej samo zakonsko, tudi pridobiti soglasja, ker dosti ljudi je še vedno proti, ima pomisleke, to pomeni, da se v bistvu cela stanovanjska skupnost strinja za to. Pa hkrati dostikrat so tudi probleme z samo priklopno močjo, da recimo na tiste mesto ni več dovolj priklopne moči, recimo na transformatorju in tako dalje. Tako da to bo pa treba in z nadgradnjo omrežja in pa tudi z baterijami reševati v prihodnosti. Seveda so še polnilniki tukaj, kar je potem še ena možnost v takih primerih. Nadgradnja omrežja se vam zgodi, verjetno se vam, da naletite tudi na lokacijo, kjer omrežje ni dovolj močno. V tem primeru z distributerjem lahko na njega naslovite neko željo po nadgradnji posamezne transformatorske postaje, da to omogočijo, ali kakšne so te izkušnje? Ja, to nadgradnja transformatorske postaje, to je dolgo obsežen projekt, tako da to je težko doseči. Mislim, v realnosti pride do tega pri nas, da potem se v bistvu ali se omeji moč polnilnice ali pa se gre v manjši obseg. Bo pa, jaz menim, da v prihodnosti, sploh ko bo zadeva, tudi ko bo utilizacija, o kateri smo govorila, večja, so že na trgu tudi polnilnice, ki imajo integrirane baterije, se bojo začeli vedno več hranilnikov tudi uporabljati, ker je v bistvu to hitrejša rešitev kot pa nadgradnja omrežja. Super. To neko sodelovanje so seveda že omenjali, ampak predvsem me zanima, kje ti vidiš za vas, za Remeo največjo priložnost, v katerem segmentu prihodnje, če poleg hotelov govorijo ali pa teh več stanovanjskih stavbah, je še kakšna niša, na katero vi ciljate? Je to še kaj vezano, mogoče tudi na sodelovanja z lokalnimi skupnostmi, z občinami, ali pa mogoče kaj bo ključno mogoče pri tem preboju tudi za vas v prihodnje? Z parimi manjšimi občinami smo že sodelovali, čeprav
zanimiv segment, ampak tukaj kot mali je tudi včasih težje. Jaz mislim, da za nas, kot vidimo potencial, recimo v tem workplace chargingu ali popolnjenja flot, tukaj recimo delamo zdaj z enim podjetjem v Volksbergu, ki je nabavilo 5 električnih tovornjakov in bomo za njih v bistvu opravljali to polnjenje teh tovornjakov, vodili polnjenje z omejeno močjo, delali poročila. Zakaj tukaj postane zelo pomembno, zdaj za večja podjetja bodo mogla v prihodnosti začeti tudi poročati po emisijah in recimo mi lahko potem tudi o teh emisijah samo poročamo. Recimo v Avstriji je to zelo veliki potencial, v Sloveniji tega ni. Tam se tudi pridobijo državna sredstva za tem, če CO2 kot podjetje CO2 bistvo emisije prihraniš, kaj recimo z električno floto lahko. Dobro, ampak se to bo pri nas bo to sledilo, verjetno, če tudi še zdaj tega ni na tem nivoju. Verjetno bodo podjetja sledila. Ne? Ja, je pa še pri nas, da smo ravno prejšnji teden sem govoril z enim podjetjem, ki je električni tovornjak nabavil v Sloveniji. Jaz mislim, da lahko, pa mogoče nimam vseh podatkov podjetja, ki imajo recimo ta električni tovornjak, da je lahko na prste roke prešteješ. Ampak postaja pa zanimivo recimo za podjetja, ki imajo ta recimo regionalni transport, torej samo v Sloveniji ali pa v sosednjih državah, zna biti, kljub temu, da so recimo električni tovornjaki dosti dražji, ampak prihajajo tudi počasi na trg in imajo določene prednosti. Super. Ampak je pa tam si predstavljam, glede na kapaciteto, verjetno polnjenja še večji izziv, ne? Pa čas je še bolj dragocen. Ja, zato pa je treba se misliti, tako kot smo tukaj v obeh primerih, ki smo se mi tukaj srečali, je tudi smo ugotovili, mi naredimo najprej tudi profil analize, kako bojo v bistvu uporabljali tovornjak. In tukaj je recimo imela stranka s temi 5 tovornjaki željo po ultrahitrih polnilnicah. Ampak mi smo v bistvu ugotovili, da to sploh ni potrebno, da bo že 40-50 kW polnilnica dovolj, zato ker v bistvu oni delajo te, kako bi rekel, premike samo po regiji, po Sloveniji, avstrijskem Koroškem, vozilo parkirajo in potem lahko čez noč napolnijo. Zdaj baterija takega tovornjaka pa je recimo, 500 kWh in je v 10 urah je polno. Okay. Teda, če da ob 10 v bistvu polniti, zjutraj ob 8 napolnjen. Bo zjutraj pripravljen. Ja. Super, ne? Tako da mogoče res, to, kar se na prvi pogled bi zdelo, nujno pa hitro polnjeno, za vse neke use case, to sploh ni nujno v bistvu, ne? Ja. Kaj še pogrešaš mogoče, ali pa če govorijo o nekem za vas podpornem okolju podjetniškem v Sloveniji ali pa tudi v Avstriji, ker ste vi tudi tam prisotni, ali pa če primerjamo ti dve okolji, kaj so bistvene razlike, kaj pogrešaš tu, tam, ne vem. Ja, v bistvu lahko še bistveno, ker smo prisotni tudi v enem akceleratorju, smo mogli potem v začetku leta tudi podjetje v Ameriki ustanoviti. To sem pa zasledil, ko sem zdaj Delaware, ne? Ja, tako da lahko povem pač vse razlike, kje so. Super. Slovenija je absolutno, pa ne da bi želel, kaj se najbolj birokratska. Zadeve v bistvu potekajo zelo dolgo, že od same ustanovitve pa to. In recimo, kaj tudi opažamo, recimo kot mali startup, pač na začetku je edina, želiš preživeti. Jaz tako pravim, vsak startup je v bistvu en dan ali pa en mesec od bankrota, če malo pretiravam, se ni dejansko tako, ampak v Sloveniji si bi rekel, podporno okolje je, ampak jaz mislim, da preden se govori o podpornem okolju, bi treba bilo sistematsko, recimo sploh za male podjetje, urediti, zmanjšati prispevke, zmanjšati obremenitve. Jaz menim, razumem, da je prav, da se dobički pa vse obdavči, ampak ti moraš najprej podjetje v bistvu pustiti, da zaživi, pa da v bistvu ustvarja dobiček, ker neko malo podjetje ali pa startup ne razmišlja o dobičku še dolgo, ne? Ker seveda vse, kar boš zaslužil, boš dalje investiral. Jasno. Tako da to mislim, da je največji problem, recimo, kako bi to rešiti, ne vem, za start-upe, po mojem, zmanjšati kakšne prispevke na plače, takšne zadeve. Mislim, da bi to lahko veliko pomagali in dolgoročno bi bil to zagotovo win-win za obe strani, ker če v parih letih v bistvu ne boš uspel, kako bi rekel, priti na gladino, bo tako podjetje propadlo. Ja. Kaj je torej drugače v tujini?
Recimo, kaj bi primerjal? Recimo, če primerjam z Avstrijo. Z Avstriji sploh, ko začneš, so prispevki bistveno manjši. In tam imaš celo tak, da je recimo, recimo, če si solastnik podjetja na začetku v manjši ekipi, moraš v bistvu plačati te minimalne zdravstvene prispevke, ki so bistveno nižji kot v Sloveniji. In potem ni tako kot pri nas, da bi imel recimo bruto plačo. Na podlagi tega, koliko si izplačaš, plačaš tisto dohodninstvo lestvico in do recimo nekih, ne vem, na pamet 12-13 tisoč evrov ne plačaš nič. To pomeni je v bistvu bruto neto. In te zadeve niso recimo v Ameriki. Zato jaz pravim vsakemu startupu, ki je v softveru, zakaj bi odpirali podjetje v Sloveniji, če pa je preko interneta narediš to v enem dnevu, stalo te bo $300, davčnih obveznosti bo manj, vse bo bolj avtomatizirano in to recimo, to manjka in seveda treba se zavedati, da danes smo v globalni ekonomiji in tukaj evropski startupi, pa ne glede v kateri državi smo, tekmujejo tudi, ne vem, proti startupom v državah, ne vem, kot so Arabski Emirati, kjer recimo praktično prispevkov ni, kjer so bruto neto plače, pa ne pravim, da je to pametna rešitev, ampak to odraža potem razliko v cenih in težko je biti potem konkurenčen temu. Super. Se tudi, če se, ne vem, investicij dotaknemo, ne vem, vi iščete kako investicijo ali... Mi smo že prejeli, tako da trenutno smo v tej fazi, kjer ne iščemo, kjer bi najprej želeli še malo zarasti. Ja, in to je seveda en tak problem. In to pa velja isto za slovensko kot avstrijsko podjetje, da pri nas so strukture podjetij dosti bistveno težje za investiranje. Zato marsikdo, ki dobi kako investicijo, v bistvu more ustanoviti podjetje, recimo kje v Ameriki ali pa kje drugje v Veliki Britaniji in prenesti recimo lastništvo na to podjetje, ker drugače ne more dobiti niti same investicije. Zapleteno, skratka. Ja, vem, vsi to opozarjajo, vsi podjetniki to opozarjate v bistvu. Tudi postopki, ki so kdaj in za pridobivanje, mogoče subvencija, pa pač kakih posojil, da je tudi to, kdaj je prezapleteno in preveč birokracije, tako da verjetno bo v tej smeri treba delati, da vam to olajšajo. Ne? Ja, subvencija, odvisno zdaj katere, tukaj bi pa želel, ne samo nagrajem pohvaliti, mislim, da moramo tudi pohvaliti, mislim, da te subvencije, kaj so za javno polnilno infrastrukturo in isto od Borzena, mogoče na začetku se niso začele najbolj, tako smo si želeli, ampak sedaj pa delujejo dokaj dobro in spodbujajo v bistvu postavljanje polnilne infrastrukture. Tudi je par razpisov, recimo v Sloveniji 5.2 za startupe, ki omogočajo, ampak se pravim, problem pri teh razpisov, tudi razumem, seveda dobi sredstva, si za to hvaležen, ampak veliko teh sredstev potem tudi gre nazaj in po drugi strani ta sredstva recimo dostikrat zahtevajo, da mora biti nekdo tudi zaposlen v podjetju, kaj jaz razumem, to pomeni neko zavezanost, ampak recimo za eno podjetje, ko še pa je čisto na začetku, ko še nekdo dela, tako smo mi tudi začeli, poleg službe, pa to je ti pa bolj enostavno, da v bistvu pač delaš to po pol dnevih, dokaj prideš tako dalje, da lahko živiš od tega. Ne. Ker te seveda tudi tista zaposlitev veliko stane in gre potem večino denarja, ki ga dobiš tudi za to, recimo. Ne. Tak da. Super. Zdaj, ko si malo globalno sceno že omenil, pa kje vidiš razmerja moči Evropa, Amerika, Azija, recimo, če govorimo o industriji, o e-mobilnosti, o mobilnosti nasploh, kje ti vidiš ta pozicije? Ja, jaz mislim, da smo v Evropi izgubili ta položaj. Če smo imeli še recimo avtomobilsko industrijo, smo sploh z e-mobilnostjo ta položaj izgubili. Jaz mislim, da to tukaj je bilo več napak narejenih. Ena izmed napak je pa, jaz verjamem v e-mobilnost, ampak ne zagovarjam, jaz nikoli prepovedi vozil z notranjim izgorevanjem. Mislim, da je treba trgu in ljudem prepustiti, da se odločijo, ker po eni strani tukaj je bila Evropa vodilna in smo v bistvu govorimo o tem prepovedih. To je bil tudi problem, da če vsi ne spremljamo sploh več, najprej je bilo, da bo to leto 2030, potem 35, potem si spet premislijo in v bistvu je tako okolje, da v bistvu vse kot proizvajalec niti ne veš, kam staviti.
To je bil en problem, drugi problem pa smo pa v e-mobilnosti bistveno zaostali. V bistvu jaz se spomnim, jaz sem začel svojo kariero leta 2015 kot zaposlen in takrat se spomnim leta 2017 sem podjetju, kjer sem takrat bil, smo delali en projekt, električno vozilo za eno kitajsko podjetje. In smo se v bistvu zelo smejali, ker projekt je bil zelo smešen, vozilo je bilo še zelo slabo in če pogledamo danes, ni več tak. Spomnim se, ko sem bil še praktikant, to je bilo leta 2015, smo imeli takrat obisk enega manjšega podjetja, ki se imenuje BYD. In takrat so se vsi menedžeri pa temu so se smejali, temu podjetju, ker oni so takrat imeli tisto zelo smešno vozilo, ki se je tudi Elon Musk z tega vozila norčeval. In če pogledamo danes, 10 let kasneje, se pa noben ne smeji, ravno kdaj je bilo par tednov nazaj, sem videl v Kopru, je bila ta v bistvu ladja od BYD-ja, ki sama vozi njihova vozila, ki so v bistvu tako Tesla, to celo tudi logistiko, pa vse prevzeli in hitrost, dosti se je spremenilo. Kaj se pa tiče, zdaj, če pogledamo umetno inteligenco, software, pa to, pa vsi vemo, je to v Ameriki in seveda, jaz mislim, da v Evropi imamo dosti znanja, dosti potencijala, ampak žal v zadnjih letih gremo, pa to velja za vse države, bi rekel, brez neke napačno smer. Sigurno. Se malo je ta podcenjevalni odnos, kar pač je teh tradicionalnih panog, ki zdaj pač niso več dominantne, žal, ker se je tu krajina spremenila. Res je, da ko ti več kot 100 let vlagaš v neko tako industrijo, pač se ti zdi, da je to neuničljivo, samo se zdaj kaže, da se karte pošteno mešajo v bistvu, tako da tu zna biti še kar zanimivo je to, lahko še tukaj naredimo, ali pa kaj bi morali po tvoje narediti zdaj, da lahko ta tok malo mogoče obrnemo. Zdaj čisto predati se verjetno ne gre, ne? Ja, vprašanje je, če ni prepozno, če pogledamo zdaj samo ključne ključne produkte. Vsi vemo, da v Evropi zdaj proizvodne baterij nimamo. Nordvolt je to poskušal, žal za vse ni šlo, tako da kot ključne v baterijski tehnologiji nismo. Zdaj v avtonomni vožnji, pa v tem, kaj je tudi recimo ključna dodana vrednost vozil, tudi nismo. Ne? Ja. In v softveru tudi vemo, kaj se je pri Volkswagenu dogajalo, pa to pri novih tudi nismo. Jaz mislim, kje še je Evropa močna, tako da vse ni v bistvu slabo, močni smo še v polprevodnikih. Torej, če si pogledamo dosti komponent in od mikrokontrolerjev in do močnostnih modulov, ki so v vozilih, so rečemo proizvedeni iz evropskih firm, pač v bistvu proizvajalce polprevodnikov in to še je v bistvu edino področje, kjer pač Kitajska še ni uspela dohiteti, ampak je pa tudi vprašanje časa, kdaj bodo. Ja, to, da si hitro učijo, tako kot si rekel, je bila tudi napaka, da smo večino proizvodnje tja selili, recimo. Mislim, da smo tam naročali, ker oni so se s tem obratnim inženjeringom kar veliko naučili. V bistvu znanje je pa prihajalo iz drugih delov sveta takrat. Ja, ampak jaz mislim, da v zgodovini je pa dobro kot amaterski, kot nekdo, ki se pač tudi za to zanimam, če si pogledamo zdaj katerikoli narod, ki je začel, Japonci so začeli s kopiranjem, v bistvu kot ne so tudi Nemci dosti kopirali, če si pogledamo po industrijski evoluciji. In to je po mojem to je del tega. Neka normalna pot, so pa seveda Kitajci z to ekonomijo obsega, pa kako velika država je, seveda lahko masovno proizvajajo. In jaz mislim, da je bilo tudi smiselno, da so šli na e-mobilnost, zato ker v bistvu v tehnologiji motorja z notranjim izgorevanjem pač niso bili dobri. Uspeli, tam jim ni uspelo prodreti. Recimo zdaj, ko so se pa tu razmera spremenila na tej točki, pa tudi. Tu je tudi Tesla isti fenomen, se mi zdi. Verjetno, če bi bila tako kompleksna ta tehnologija, kot je bila pri motorjih z notranjim izgorevanjem, težko bi verjetno nekdo čez noč v bistvu to nadoknadil, tam neko stoletje razvoja. V bistvu oni so postopili v neko novo dobo in tu je uspeh, mislim, ne da je zagotovljen, mogoče ga pa lažje doseči, verjetno. Jaz bi rekel, da so kompleksnosti druge, že če si samo pogledamo,
električni motor, ne vem, ima 50 delov, kot motornic noter izgoremo, jih ima par 100. In ne gre se samo za tehnologijo, pa razvoj, gre se za celo v bistvu na način, če si pogledamo, kako danes večinoma evropskih proizvajalcev proizvaja. Dosti poddobaviteljev, ti koordiniraš te poddobavitelje in v bistvu sestavljaš dele skupaj, medtem pa kot pri električnih vozilih, tako kot je začela Tesla, je pa ideja, da probaš čim več narediti sam in delati na enotni platformi, ki jo potem skaliraš po v bistvu različnih vozilih. Tako da gre čisto za drugačne platforme. Zdaj, če si pogledamo samo koliko krmilnikov je recimo bilo včasih v vozilih, danes je ideja v tem software defined vehicles, da se v bistvu krmilniki zmanjšujejo in da se bojo zadeve, kaj se tega tiče, poenostavile. In to je spet nekaj, kar smo tudi malo zaostali. Je to zdaj neka usmeritev, ki lahko traja naslednjih nekaj desetletij, misliš? Ja. Zagotovo in vedno bolj tudi se opažamo, sama električna vozila so drugačna, način uporabe je drugačen in na koncu to vpliva tudi na same navade uporabnikov. In jaz mislim, da sploh zdaj, ko bomo gledali v prihodnosti, ko bo začela počasi prihajati avtonomna vožnja, in tako dalje, bo v bistvu te znamke, si že zdaj vidimo, da recimo pri generaciji Z, pa ta neka znamka, ki je vozila, ki je včasih dost pomenila, ne pomeni več veliko. Ne. Ja, tam so zdaj že tudi avto pomeni bistveno manj, recimo. Pač neka oblika mobilnosti mora biti, zdaj pa ali oni dosežejo s pametnimi napravami, pa z nekim zunanjim izvajalcem, recimo, ki jim zagotovi prevoz, ne, tam so že te vrednote se kar spreminjajo. V bistvu, tako da. Ja. Kaj bi ti svetoval recimo mladim podjetnikom, ki želijo uspeti v tehnološkem svetu, okolju, glede na izkušnje, ki jih imaš ti? Ja, dobro vprašanje. V bistvu, glede na kaj smo se naučili, vsakem bi najprej svetoval, seveda najprej je treba dobiti neko demo stranko, pa pokazati, da produkt deluje, ampak ne dajati na začetku produkta zastonj, zato ker je to taki dvorezni meč. To je recimo, dam tu paralelo z e-mobilnosti. Recimo električne polnilnice so bile pred 10 leti zastonj in ljudje so še vedno mislijo, da bi mogla biti elektrika zastonj. Tako da vsaka podražitev je potem v bistvu neskončna podražitev. To je recimo to. Pa mora biti to, kar smo se mi tudi naučili, ker res ponujanje storitve polnjenja in elektromobilnost je zelo težka panoga. Validirati mogoče trg zelo na začetku, kakšen potencial je in kakšne so možnosti, da se nekje kot malo podjetje v bistvu pozicioniraš, pa vstopiš. Ker na koncu, kaj vidiš, seveda narediti izdelek, produkt ni lahko, ampak v bistvu najtežje je prodati to, pa tudi se ustrezno pozicionirati na trgu. Super. Vi imate prodajo dobro rešeno? Torej. Ja, dobro je vprašanje. Prepočasi, pa še vedno mala ekipa, ampak jaz bi rekel, trenutno je panoga taka, da velika prodaja mora biti ne bi pomenila dosta večjih rezultatov. Kako velika ekipa ste zdaj? 4, vedno mala ekipa in mislim, da bomo še kot mala ekipa tudi dolgo ostali, ker se zavedam, da drugače ne moramo konkurirati proti večjim. Super. Za konec vprašanje, ki je enako za vse naše goste, kaj je bila najbolj boleča izkušnja, hkrati pa najbolj dragocena, mislim, najbolj boleča lahko je bila napaka, ki pa se je kasneje izkazala za najbolj dragoceno lekcijo na tej tvoji dosedanji poti? Ja, to je dobro vprašanje. V bistvu mi smo začeli produkt razvijati, ko smo še bili zaposleni. In jaz sem bil vedno v svoji karieri, kako bi rekel, vedno dokaj dober, bi rekel, delavec, dober zaposlen. To je pa takrat za mene tudi pomenilo prenehanje pogodbe, kaj je bil v bistvu taki hladen tuš, ampak je bilo v bistvu dobro, me je prisililo v to, da sem pač bil prisiljen iti na to samostojno pot.
Druga lekcija, kaj je bila, seveda, je bila potem ta, ko smo to začeli, smo dobili neko malo investicijo, nam je potem denarja zmanjkalo, je bil drugi hladen tuš in kako smo pa to rešili, takrat sem se začel ukvarjati še s ponujanjem raznih svetovanj, raznih dodatnih storitev in sedaj neka ta kombinacija to deluje in mislim, da dostikrat rabiš ta neki eksterni push, tako da se lahko pokaže nekaj, kaj kot huda izkušnja, se potem pokaže tudi kot pozitivna izkušnja. Evo, super, zaključimo pozitivno. Klement, hvala, uspešno naprej, seveda pri prodoru v tej, kot praviš, sam zahtevni panogi, ampak verjamem, da bo vedno lažje. Hvala, me je veselilo. Hvala za pozornost, verjamem, da ste uživali. Ne pozabite se na podcast Moj uspeh tudi naročiti, podelite epizodo s tistimi, za katere ste prepričani, da bi jo tudi radi slišali, ali pa si jo zavrtite večkrat, komentirajte, všečkajte in nas spremljajte do naslednjič. Naj bo uspešno.